Dober dan in lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Obljubila sem vam še lani, leta 2021, da vam bom predstavila določene stvari. Najpomembnejšo stvar, ki jo potrebujete za jasnost in ki smo jo razvili v ta namen, je Artemida. To je naravna krema, ki smo jo to sem jo razvijala ravno 7 let nazaj, na Jupitrovo leto 2015, in ker seveda nimamo nobenih nekakšnih takih marketinških sposobnosti, sem naredila kar 9 krem za vsako čakro posebej. Pri nas uporabljamo 9 čakr osnovnih, zato dostikrat me sprašujete, če 7 čakr, zakaj mi 9? Ampak ker je v bistvu po enem določenem sistemu, so tudi tiste 2 dodatne pomembne. Dodatne so iz teh 7 dodali smo vranico, harmonijo in pa čelno in pa ažno čakro, ki jo mi ločujemo, vam bom zdaj povedala zakaj. Artemida je za ažno čakro. Ažna in pa čelna čakra sta zelo blizu, zelo bi človek rekel, kaj komplicirate, to je vse isto. Ampak, če mi delamo z energijami in delamo z ažno, ažna je najbolj glavna naša čakra osebna, in če je jasna, če smo mi jasno fokusirane v stvari, ki nas recimo veselijo ali pa jih želimo doseči, kar je izjemno pomembno pri študiju, izjemno pomembno pri vseh stvarih, kjer moramo doseči cilj. Zato je ažna toliko bolj pomembna, ker tudi z ažno mi reguliramo naše počutje. Recimo, da zjutraj vstanete in si rečete, kako je danes lep dan, komaj čakam, da se nekaj zgodi oziroma da zaživim. To je čisto drugo informacijo vi pošljete telesu, če recimo rečete, dan še en brezvezen dan, pa že zjutraj sem toliko utrujen, in vam vse ažna pošlje signal ostalim čakram, utrujeni smo. In po 3 minutah razmišljanja, kako ste utrujeni, ste še bolj utrujeni. Tako da prve jutranje misli, prvo jutranjo nekako povezovanje z dnevom je najpomembnejše. Zato je od vseh teh krem, ki jih v bistvu imamo po čakrah, namen je bil, da se ljudje brez kakih hudih dramskih iger, meditacij, ne vem česa, s preprosto redno uporabo naših krem se skozi eterično telo, skozi energije, tudi zaradi aromoterapije, ki je v teh kremah največji adut zares, se v bistvu vzpostavi notranji balans. No, in ta naša Artemida je edina krema, ki jo priporočam tudi moškim, kajti vonj je malo pekoč, noter je evkaliptus, noter so pekoče. Eterična olja imajo vonj bolj oster, zato moški ne boste dišali slabo oziroma poženščeno, ampak boste imeli eno tako jasno, čisto energijo. No, in ta naravna krema, bilo katera, tudi ažna oziroma Artemida, ki je za ažno, ni pomembno, da se samo na predelu 3. očesa mažemo, ampak je pomembno samo, da si namažemo telo, lahko obraz, lahko je grlo, lahko je kjerkoli čutite, da je karkoli bi bilo dobro namazati. Ali imate suho kožo, ali pa recimo Artemida je tudi odlična za recimo celjenje ranic, kakih ugrizov od žuželk, da ste se kje poškodovali, ali vas je muc ali pa kuža popraskal. No, za Artemido vse deloma razkužite, kajti ta eterična olja, ki so zraven, so prav zdravilna za našo kožo. To so vsa naravna eterična olja, proizvaja se vse v Sloveniji. Tule v sosednji vasi, blizu Žalca, je naš proizvajalec krem, da smo potem v bistvu najboljše zbrali od vsega, kar smo zmogli, kar je v bistvu možnega na terenu, zato pa je ta krema večna na en način. Zakaj je tako dobra? Nima noter nič nenaravnih stvari, ima pa zračnost, na pumpico je narejena, zato je na začetku treba malo večkrat pritisniti, da se ta zrak pride ven in da potem pride krema. Na ta način mi dobivamo to dolgo obstojnost, kajti naši izdelki, ne glede na to, da so naravni, ne poteče jim rok uporabe v 2-3 mesecih, ker se mi je zdelo to maksimalno naredimo, kar zmoremo. No, in to smo jih naredili leta 2015, celo poletje sem mešala
sem imela to, smo določili kremno osnovo in potem sem dodajala eterična olja na terasi, cela okolica je dišala, potem zraven je sedela moja bela muca, ki je zdaj letos žal že pokojna, Angelina, če se spomnite, tisti, ki ste me spremljali. No in ona je sedela zraven in jaz sem to sestavljala in ko sem dobila eno tako sestavo za določeno čakro, skozi meditacijo, skozi energije, sem potem dala njej za povonjati in če je ugajalo, se je potem nekako približala in se želela družiti s to energijo kreme in z mano, če pa je ni odgovarjalo, je seveda nadzorno pokazala in potem sem tisto formulo, ki ji ni ugajala, sem dala stran. Tako da je ona me nekako bila svetovalec v tem. Bistvo naše ažne oziroma naše Artemide je, da vam izjasni stanje v ažni in zakaj je čelna čakra druga. Za čelno čakro imamo drugo kremo Ateno, ki jo bom vam drugič predstavila. Čelna čakra je pa kontrausmerjena, ažna je usmerjena navzven kot vojak, kot fokusirana energija, s katero moramo nekaj ustvariti oziroma če želimo kaj ustvariti, jo potrebujemo. Zato je ažna Artemida pomembna za vse tiste, ki ste intuitivni svetovalci, zelo močni kanal, energijski, zelo veliko talentov imate, ampak nobenega ne speljete do te mere, da bi lahko od njega živeli. Nažalost je materializacija končni rezultat oziroma nažalost, to je naš cilj, kar pomeni, da od tega, kar zmoremo smo, da se zmoremo tudi naučiti spraviti iz komfortne cone do te mere, da potem to drugemu predstavimo na način, da potem lahko od tega živimo. Ne gre za nič drugega kot konkretno materializacijo naših idej in tisti, ki imate močne čelne čakre, to sem bila jaz na začetku, ko sem začela se ukvarjati z energijami in sem začela pregledovati svoje energije, sem bila zaprepadena v negativnem smislu, pozitivno seveda energije duše in to so bile velike, kajti vedno sem pobegnala v svetlobni energijski del in medtem ko korenska čakra je bila recimo ali pa spodnje, ki prizemljujejo, so bile zelo majhne. Meni je bilo jasno, da ok, tole pa ne bo pot do realizacije bilo česa, ampak da je treba znotraj sebe ustvariti balans. No in ta Atena je za čelno čakro, se pravi, da nam intuicijo zbistri, medtem ko Artemida je za fokus. Artemida, se pravi umetnost fokusiranja. No in za vse tiste, odlična je za vse tiste, ki imate težave s sinusi, glavoboli, ki imate nezmožnost koncentracije, več kot pol ure vam je že odveč, za šolarje, direktorje, računovodje in tudi za razkuževanje doma, ker so te formule v energijskim kvalitetah tako dobre, res so optimalni eterične sestavine skupaj. V vsako kremo smo namreč dali več eteričnih olj, ki se nadgrajujejo. Jaz sem včasih v srednji šoli prodajala parfume, tehnica sem po horoskopu, tako da mi je zelo pomembno, ne samo kakšen je dotik na koži, ampak kako se potem razvije vonj. Kot sama, kot otrok sem bila zelo, polno lišajev sem imela, zelo starikovo kožo, mama ni vedela, s čim bi me mazala, potem me je z Nivejo in z vsem Solejo, ne vem, kaj je še bilo takrat, kar je bilo meni grozen. Meni se je zdelo, da se ves prah smeti iz okolja name prilepijo zaradi teh krem in sem si potem vse praskala dol. Tudi imela sem lišaje po celi glavi, brez las sem bila dolgo časa, tako da v bistvu sem že kot mala imela ta odpor do vsega, kar mi ne odgovarja na koži, kar seveda je bilo za starše zelo, mislim, za mamo zelo problematično, no, ampak od takrat naprej sem iskala, ampak nekako sledila temu, kaj bi dal na svojo kožo, da bi bil zadovoljni. Sem bila zelo nekako veliko denarja zapravila v tej smeri, to itak. No, v srednji šoli sem pa potem prodajala parfume, nekje na teh zimskih sejmih, bila zadovoljna in uspešna v tem, ker imam rada vonjave. Nažalost so bile te vonjave potem čedalje bolj umetne in čedalje bolj obremenilne za dihala in podobno,
kar seveda mi je pol najbolj se mi je zdelo pomembno, če muc ne pride blizu, zato ker imaš tak umeten vonj, potem seveda ti to ni v redu. In pa seveda vsi, ki imate majhne otroke ali pa ste imeli dojenčke, enako pazite na to, da nimate v svoji okolici ali pa v bližini nečesa, kar bi iritiralo mlado energijo in novorojenčka. Zato pač tudi make-up in vse to je pomembno, kakšnega je porabljate takrat, ko imate male otroke. No, iz tega vsega razmišljanja in gruntanja in vseeno bi pa želel človek lepo dišati, sem kupila precej enih naravnih krem, ki so smrdele. Razsmrdele so se kot tiste cimprese na pokopališču in meni se je zdelo, oh my god, ne moramo tako. To ni bistvo narave, ni bistvo kako bi rekla, sodelovanje z naravo. Jaz sem si želela, da ko se namažem z našo kremo ali pa z temi naravnimi kremami, jaz nisem razmišljala o tem, da bi mi svoje kreme imeli, ker se mi je zdelo, to pa vse imajo vsi drugi, zakaj bi. 2015 še to ni bilo tako moderno, ampak vseeno se mi je zdelo, naj to dela tisti, ki to bolj obvlada, ki je temu namenjen, ne bom se s tem ukvarjala, ampak iskala sem pa nekaj dobrega. No, ampak imela sem vizijo, da ko se ti namažeš z eno kremo, da ti moraš dišati kot travnik ali pa seno, pokošeno seno, ko se začne v bistvu vse te eterično olje odpirati, velikrat sem jaz na kakem senu polet nekako prevetrila kako nevihto in to mi je ostalo v spominu, ta vonj, ki v bistvu te objame, ki te regenerira, ki te poveže s travniki, s poljanami, z eno svobodo v naravi. To sem iskala in ker seveda nisem našla naravne kreme, se opravičujem tistim, če imate smrdljive, ampak to ni. Smisel je, da se to razdiši v eno tako sonaravno energijo, ki potem nekako si zadovoljen s sabo. Eni smo na to bolj občutljivi, drugi manj. Meni je dobro, če ljudje dišimo in na način, da tudi drugim ni to vsiljiva vonjava. Se pravi, ne da prideš pa z enim parfumom in uničiš v bistvu dobre energije v celem prostoru. No in Artemida je vonj evkaliptusa, jasnega jutra na morju. Se pravi, ko dežuje, takrat se evkaliptus potem osveži, eterična olja se zjutraj oziroma do 12 nekje najbolj odprejo. Če nabirate zdravilna zelišča, potem veste, da prav ob 12 jih je najboljše pobirati, rezati in spravljati za čaje in karkoli drugega. Takrat je najmočnejša vsebnost eteričnih olj, najbolj so odprta za oddajanje. Potem proti večeru seveda je manj in zjutraj tudi malo, ker ti čez noč se energije zapirajo tudi v rastlini. No in ta Artemida nam daje občutek jasnosti, pa ne samo občutek, ampak razsvetli se ta naš energijski prostor. Če imate težave s sinusi, potem si nujno masirajte oziroma mažite ta predel nad obrvmi, koren nosu, tudi cel nosni, hrbtišče nosu, lahko si zraven potapkate, dobro je tudi ta nosni predel zunaj. Dobro je, da si namažete oziroma na način, da rahlo potegujete navzven, se pravi ne da navznoter ali pa krožite, ampak rahlo navzven. In moja mama je dosti uporabljala kreme in te stvari in ona me je v bistvu vedno učila, da moraš s hladno vodo si najprej umiti, zelo, zelo hladno in tudi potem, da vedno, ko se mažeš, si mažeš navzven. Meni se zdi to nekaj tako, veste, ko mati predaja svoji hčerki ene veščine, se meni to vedno zdi tako ritualno, obredno in to sem potem si vedno zapomnila. No in ta Artemida v bistvu dajete po obrveh navzven, po nosnem korenu navzven, s tem si tudi raztegnete dele kože, ne pretiravati, ne z močjo, ampak z nežnostjo, z občutkom, lahko tudi malo potapkate. Tudi na senčnem delu, če vas boli glava kdaj v sencah, je zaradi prekurjenja v možganih, se pravi pretiranih skrbi, namažete si s kremo na blazinice, v bistvu date kremo na svoje 3 prste blazinice, z naslednjimi z dlanmi takle potapljate in si potem po sencah namažete navzven, se pravi krožite nazaj, ne naprej, nazaj in na ta način odvijate
to energijo, ki ste jo zaštrikali z pretiranim razmišljanjem. Če imate težave z limfami oziroma s tem odvajanjem na vratnem delu, to sem si večkrat delala, pa potem spet pozabila, pod ušesi se enako namažete, zelo močno pritisnete navzdol, da čutite, kje se začne čeljust in kje se začne potem predel vratu. Ta del toliko zmasirate, da se ti vozlički sprostijo. Enako lahko naredite z bezgavkami, kajti ženske boljše si je sproti pregledovati te kritične točke, kot da se nekako vmes potem nekako začne kaj pač not zastajati in potem pride do težav. Tako da ta z Artemido osvobaja, ohlajuje, razjasni. Tudi če težko dihate, je redna uporaba Artemide zvečer in zjutraj. Parkrat se namažete, zelo na tanko, ni treba na debelo. S tem si redno odpirate to energijo in boste bolj jasno videli. To je tudi potem odlično, če se želite posvetiti več meditaciji. Si to lahko namažete pred meditacijo, sicer vonjave, recimo dišeče sveče ali pa parfumi za meditacijo niso primerni. Kajti tisti vonj, ki je umeten, ko mi meditiramo, se nam energije bolj odprejo in ta vonj pride globlje. No in zato sem želela, tudi zato, ker smo se ukvarjali veliko z meditacijami in v enih večjih meditacijskih centrih, ko sem hodila tam v Ameriko pa v Anglijo, nas je bilo v poleti v eni hali recimo 50 ljudi in nihče ni smel uporabljati parfuma. Po celem dnevu meditaciji si ti krepko čutil vonjave vsega ostalega in se ti je zdelo, oh my god, tole ni zame. Jaz si želim meditirati v enih lepih energijah, v lepih vonjavah in zato smo potem razvili tudi te kreme, da lahko se namažete tudi, ko greste na takšne stvari. Če vam kdo reče, da je to umetno, naj zadiha, pa bo začutil, da ni, kajti ko si v meditaciji, se pred meditacijo namažete z Artemido ta del, boste ugotovili, da se globlje lahko potopite v svoje lepe energije, da se vam bolj odpira svetlobna podpora in da veliko več jasnosti, moči v svetlobi dobite, kar pomeni, da je meditacija globlja, močnejša, z večjimi spoznanji in podobno. Tudi če imate kje bolečine, je Artemida tista, ki je najmočnejša za te razreševanje stvari, kajti ima največ te razkuževalne kvalitete v sebi, poleg Atene, in prinese največ tudi pravih spoznanj, ki jih ob bolečini vedno potrebujete. Bolečina je namreč zatrta energija. To ni nekaj, kar vsi imate ta refleks, ko vas nekaj boli, bi vi hoteli, da gre tisto stran. Ne, logično, da bolečina gre stran. In pol jo odrivamo. In bolj kot mi odrivamo to bolečino, bolj boli. Kajti mi moramo bolečino kontra sprejeti, se pravi, ko vas karkoli boli, tudi zobobol, čeprav če je fizično od zoba, je nujno seveda iti zobarju, ampak če vi želite, da gre to stran, še bolj boli, ko pa vi se potopite, zadihate skozi notranji uvid v to bolečino, bo ta prišla zelo blizu vašim možganom, se pravi, ta ne bo treba, da tako močno boli, da jo opazite in se bo začela potem odpirati, širiti, s tem bo začela popuščati in bolj kot boste vi v zavedanju, kaj je znotraj te bolečine, kakšno čustvo, kakšen spomin ali pa to spoznanje, da ok, moram iti zobarju, ne. Zob in podobne fizične stvari so tiste bolečine, ki jih so posledica našega neslišanja telesa v pravem času ali pa drugih stvari, tako da tistih ne moramo rešiti se samo z meditacijo, tako kot ne moramo rešiti predrte gume z meditacijo, vse ostalo, kar pa še ni fizično, pa lahko. No in Artemida je tista, ki vam pomaga se jasno fokusirati, odlična je, kadarkoli vam misli begajo, ko misli begajo, ko je razpršena pozornost, imate več moči v čelni glavi in vam kar nekaj luta. In prihajajo ideje in občutek, da bi mogel nekam iti, ti moš pa nekaj narediti, moš imeti
fizično stabilnost, da ali se nekaj naučiš ali nekaj napišeš in rabiš zicleder. No in za ta zicleder je Artemida odlična, ker pa včasih ne moremo prepričati svojih dragih otrok, da bi to uporabljali, ne moremo prepričati svojega dragega moža, da bi se to namazal pa začel malo bolj jasno stvari videti, smo razvili drugi del, ki pa ga ženske zelo, kako bi rekla, potiho ali pa pretkano uporabljamo v vsesplošno korist, in sicer spreje v istih kvalitetah, se pravi sprej Artemida je pa nekaj, kar ni, da bi se mi špricali po zobeh pa po telesu, ampak se poškropimo trikrat nad glavo, s tem se energija okoli nas osvobodi. Sprej je namenjen istim razlogom kot krema, se pravi za jasnost, da sem si malo preblizu, ni tak dober okustek, da ni to namesto ustne vodice, ampak je Artemida za osvežitev prostora, izčiščenje prostora, in to pa lahko vedno naredimo, ko gre vaš dijak, šolar v šolo, se pravi od doma, tudi če ni pospravil postelje, tudi če ni vsega pospravil, to se vi ne sekirajte, to je njegova dolžnost. Vi pa lahko z sprejem Artemida poškropite njegovo sobo, razkuževalno, preventivno, in otrok bo sam, ali pa pač najstnik, bo sam po sebi dobil željo, da je potem jasno noter. Kajti, ko mi očistimo energije, jih osvežimo, oseba, ki potem noter v teh energijah je, ima potrebo to zložiti. Če se pa energije kar kopičijo, potem ni več niti ideje, niti želje, kako bi to sprostili in spremenili. Enako je za partnerja, ko recimo gresta pač ven iz spalnice, poškropite pač posteljo, ne glede ali jo pospravite ali ne, z sprejem Artemida, in pa redno tedensko kote po prostorih, se pravi po enem čiščenju ali prečiščenjem, čisto vseeno je, meni je bolj šprej, ker se mi je pa ljub hitreje čistiti. Sama nisem najbolj učinkovita, veste, čistilec, drugje ja, pri sebi doma ne, tam pa kar nekaj najdem za brati, pa nekaj zbluzim. No in zato si jaz preden grem čistiti, pravi moj, da imam vse to pobrkano, ampak jaz si najprej osvežim prostor z Artemido, da se ta jasnost spusti, da se ta občutek svežine aktivira, potem pa dobim ta zagon in željo, da čim hitreje posesam in počistim tudi kote, vse tisto, kar bi sicer mogoče tako na hitro naredil. Zato je meni je logična obratna pot, se pravi najprej čiste energije in potem čist prostor, sicer vas navlaka in pa stara energija premami, odmakne, da jo ne pravilno ne počistite in da ostaja potem. Se pravi, tudi kjer so tisti prostori, kjer imate kramo, prostori, kjer se kar nekako nakopičijo stvari, pa ne veste kam z njimi, tudi če nič jih ne pospravite, jih samo poškropite enkrat, dvakrat nadaljavo, se pravi, ne čist fizično v 10 cm, ampak čim dlje stran, da pade potem ta meglica tega spreja na ta predel in boste začeli dobivati idejo, kaj narediti s tem. Zato imam jaz eno beležko oziroma en zvezek, ki ga imam dom, gor piše, tja noter spravljam račune, kdaj pa vse pišem naročila, olja in podobno, da pač imamo eno evidenco in pa tudi ideje. Imam potem po prostorih vsako stran, kuhinja, spalnica in vse pač napisano, da potem, ko razmišljam o nečem, kar bi reorganizirali, si tja not zapišem idejo in potem lahko da pozabim, ampak naslednjič, ko bom nekaj počela, bom šla gledati, tole vse sem že razmišljala, in potem lahko boljše razmislim, boljše organiziram, boljše preverim, pač bolj učinkovito. Kajti na koncu je božanski red, ki ga želimo doseči v svoji notranjosti, se mora pojaviti tudi v zunanjosti. Se pravi, najboljše, najlepše ideje boste imeli ravno po meditaciji, tako da je super, če imate možnost meditirati na način, da ko končate, potem recimo začnete gledati ali dom, ali razmišljati o biznisu, ali karkoli je vam pereče ali pa potrebno spremembe,
da razmišljate v smislu, ok, kaj moram tukaj bolj jasno postaviti, kaj je tu zmede, kaj je kaos, ki ga moramo razrešiti. No in lahko je to v kopalnici, lahko je to v vaši službi, ampak ko ste vi iz meditacije ven ali pa recimo po tem ritualu mazanja z Artemido, boste bolj jasno videli, bolj jasno slišali intuicijo, ideje in namige vaše duše, kako to rešiti. Tudi če takrat ne boste šli takoj v akcijo, zapišite si te ideje, lahko kot ključne stvari, lahko pa tudi tako definirano. Jaz si včasih napišem celo, ker nimam časa to izvesti, in si napišem, zloži barvice v to škatlo, nesi potem tja, to rožo prestavi tam, sveče daj na jug, in pač si napišem v detajle vse, in potem takrat, ko imam pa čas, pa voljo za to, samo vzamem ta seznam, to naredim, prečrtam in sem zadovoljna. Včasih smo bolj nagnjeni k razmišljanju in takrat je škoda iti delati nekaj, če vam dobre kreativne ideje letijo. Včasih pa nič pametnega ne pride, pa je čas za akcijo, takrat pa potem to izvedete. Časa imamo, kolikor ga imamo v tem življenju, in smiselno ga je porabiti z jasnostjo, zadovoljstvom, in meni je pomembno, da v dišečih energijah. Zato smo razvili Artemido, ki jo lahko dobite v spreju za prostor ali v obliki kreme, ki je koristna tudi za poletne dni, ko vas komarji pikajo, namreč ne, da vas ne bodo, ampak če redno uporabljate Artemido, jih bo veliko manj, in pa če jih boste hranili, se pravi, če se bodo hranili z vami, bo tudi ta pik neškodljiv, ne bo se vnel, ne bo nič takega, ampak zgolj nekaj na malenkost. No, in v taki lični embalaži dobite Artemido, in v zadnjem letu, pač ko smo imeli tole zaprtje, sem testirala in je zelo odlično. Jaz sem v tole škatlico, ker jo seveda pa drugače vržemo stran, sem jaz dala zemljo in sadiko in se zelo, ker je pač naravna, iz kartona, se potem sem z sadiko v škatlico vred nasadila v visoko gredo in je zelo fajn razpadla, se razmagnetila oziroma prešla v zemljo. Če je kaj ostalo, sem pobrala, oziroma niti sem samo zakopala. Tako da sem potem skozi te naše embalaže, škoda mi je bilo stran vrč, ker izgleda lepo, ampak sem potem uporabljala v ta namen. Tako da evo, to je o Artemidi, upam, da vam je koristilo. Smiselno je, šolarje, dijake, za vse, ki si ne želite izgubiti spomina, preventiva pred demenco, torej tudi preventiva pred vsemi boleznimi, ki so povzročene strani nedejavnih možganov. Se pravi, to povzroča, Artemida povzroča aktivacijo možganov, možganskega dela, jasnega vida, tudi za oči, in če boste si z občutkom mazali, občutkom nekako sodelovali s svojim telesom, boste dobili tudi tiste navodila, ki so za vas bolj pomembna ali še dodatna. Hvaležna bom, če jih boste delili z mano oziroma z nami. Lahko jih pošljete na info@angelca.si ali pa napišete v komentar. In pa še ena stvar, prišla je ideja, mogoče koristna za vas, mogoče ne bo, bomo videli, da bi naredili en tak boom v smislu, da se lahko lotite meditacij, in če bi želeli, da vas en mesec dni, se pravi 30 dni, vodim skozi dnevno meditacijo, sem potrudila, da bo kratka, učinkovita. Če bi vas to zanimalo, mi samo napišite v komentar. To bi bil en tak 30-dnevni izziv meditacijski, da se tudi naučite ne samo kako meditirati, ker verjamem, to že znate, ampak da začutite tudi mojo svetlobno podporo, ki lahko postane potem vaša, ne moja osebna, ampak ta svetlobna, ki je za zemljo iz pol miru, namenjena temu, da dobro živimo. Napišite v komentar, če bi vas to zanimalo, z veseljem pripravim. Hvala za pozornost in srečno!